živa družba, spet sem jaz. Moje ime je Jana, za tiste, ki me ne poznate. In se nahajamo v kotičku, ki se imenuje Bela palica. Tukaj se vedno pogovarjamo o stvarih, ki so tako ali drugače povezane s slepoto ali slabovidnostjo. No, danes imam v rokah predpasnik, oblečena sem v navadno polo majčko in v trenerko. In v rokah imam predpasnik, tako da danes bomo šli v našo gromozansko kuhinjo in bom delila z vami, kako pomivam posodo. Naj še povem, za tiste, ki ne vidite, pa tudi za tiste, ki vidite, jaz imam zelo rada razne uhančke, ki so, ne vem, ki so taki domišljijski, niso ne vem kako dragoceni, so pa zelo kreativni. Tokrat imam uhančke v obliki metuljčkov, ki so roza in vijoličasti in mi jih je podarila moja sestra. No, zdaj si bom pa dala jaz predpasnik gor. Jaz rada uporabljam predpasnik zaradi tega, da se ne zmočam, ko pomivam posodo ali pa da se ne umažem s kakšnimi ostanki hrane. No, pa gremo v kuhinjo. Evo. Kot sem že v kakšnem prejšnjih videov omenjala, je za nas, ki ne vidimo, izjemno pomembno, da so stvari vedno na svojem mestu. Se pravi, da je detergent za posodo je vedno na istem mestu in tudi gobica za pomivanje posode. To govorim pač, če delite s kuhinjo, če slučajno se še kdo drug prijavi za pomivanje posode, da pustite zadeve vedno na istem mestu. Jaz sem se tudi sama naučila, da ko pomivam posodo, da imam poseben sistem, kako zlagam posodo. Prej sem pač pomivala posodo in sem pač, ko sem še videla lahko, sem gledala, kam bi bilo najbolj smotrno postaviti kakšno posodo, no zdaj tega ne moram več početi. Tako da imam en sistem zlaganja in sicer v desni zgornji liniji, pa na desni strani od gor na dol, postavim tele lončke pa kozarce. V sredino postavim krožnike pa kakšne sklečke, na levi strani pa kakšno zajemalko, kakšno zadevo, loparček za obračanje hrane. Potem imam pa v zgornjem desnem kotu imam pa še en velik lonček, kamor pa zlagam pribor. No, bomo pa kar začeli pomivati. Moram reči, to je eno izmed meni najljubših gospodinjskih opravil. Ne vem, mogoče zato, ker imam zelo rada vodo. In to je eno izmed opravil tudi, ker sem jih lahko ves čas delala. Tudi takrat, ker pač nisem znala še nobenih stvari na nov način početi. Najprej bomo pomili eno sklečko. Na gobico sem že dala detergent in za gobico pač pomijem sklečko znotraj. Sklečko okrog obrnem, jo pomijem tudi zunaj in potem jo splaknem. Moram priznati, da sem imela v začetku težave, ker mi je včasih detergent ostal na posodici. No, zdaj sem čutila, da imam detergent na prstih, zaradi tega sem se umila. No, zdaj pa pomijam pač posodo z detergentom, potem rajš več vode porabim in pač si zagotovim, da se dovolj splakne in potem s prsti potipam, da vidim, če so kje kakšni ostanki hrane. Jaz mislim, da je čisto, tudi zadaj mora biti čisto. Skledice jaz postavim na sredino korita. Zdaj tukaj sem zatipala eno večjo skledo, tako da tole sklečko postavim pod dno, da zavzame čim manj prostora. Tako, zdaj bomo pa nadaljevali. Naslednjo stvar bom pomila krožnik. Moja posoda, pač nimam keramike, nimam kozarcev iz stekla, zaradi tega, ker bi bilo to, ne vem, bi bil ekstremen rizik, da bi jaz to večkrat razbila. Imamo raje to iz plastike, ampak je pa na tak način, da ni raven posoda za na piknik, no, da vsaj približno lepo zgleda. Zdaj, če pa kakšna posebna priložnost, pa jasem, da tudi druge zadeve ven potegnemo, pač druge krožnike in posode. Spet pomijem na obeh dveh straneh, splaknem. Ta krožnik ne bi bil zdaj pomit, spet z desno roko, jaz sem pač desničarka, potipam, da nekje kakšnih ostankov hrane. In če sem zelo pozorna, se tudi opazim, če je krožnik bolj spolzak in v takem primeru je pa detergent ostal na njem.
Krožnike pa zlagam pod sklečke, tako da dvignem krožnik, ki ga imam že na koritu in postavim drug krožnik pod njega. Zdaj bom pa pomila še en kozarc. En kozarc, imamo tudi plastične kozarce, tale bo Lizin kozarc zagotovo. Pomijem vse naokrog, pa znotraj. Spraknem. In ga postavim na rob, kamor pač jaz zlagam kozarce. No, zdaj sem pa našla en nož. Bom pomila nož, pa ga splahnem. Zdaj v roki imam nož za mazanje, ne vem, masla, marmelade ali pa za rezanje zrezkov, recimo, ko nekdo je. Ta ni tako oster, ni najbolj oster nož, tako da tega postavim navzgor. Če bi imela pa v roki nož, ki pa bolj oster, ga pa obrnem navzdol. Zaradi tega, ker če bom jaz kasneje šla v tale lonček iskat pribor, recimo, da bi iskala vilico ali pa žlico, sem se v začetku večkrat urezala ob nož. Če pa jaz to okrog obrnem, se mi pa ta zadeva ne zgodi. Končano. Jaz upam, da ste se prepričali, da lahko tudi slepa ali slabovidna oseba pomiva posodo na klasični način. S tem mislim, da pač ni treba samo v pomivalca zložiti posode. In da se da zelo, zelo dobro pomiti posodo. Jaz sem imela nekaj časa eno gospo, ki mi je prihajala pomagati tukaj pospravljati. Moram reči, da tukaj v Mehiki to običajna zadeva. Ne zaradi tega, ker jaz ne vidim, ampak da ima veliko žensk ima pač pomoč doma. In je ta gospa ni preveč fino posode pomila in to sem jaz opazila, ne Diego, sem zatipala pač, da je hrana ostala na krožnikih in je nisem hotela užaliti in sem rekla, če lahko lepo prosim pusti posodo, da je to ena od redkih stvari, ki jo jaz lahko še počnem in da bi jaz to rada sama počela. Skratka, upam, da sem vas prepričala, da tudi slepa ali slabovidna oseba lahko kvalitetno pomije posodo. Tako da, če imate vi tako težavo, če pač tudi vi ne vidite, pa če se še niste upogumali, da bi se lotili pomivanja posode, začnite, ni tako težko, samo previdni bodite s kakšnimi zelo, zelo ostrimi noži. Pri nas doma imamo pravilo, če Diego uporablja tiste velike nože, da jih on pomije v momentu, ko jih neha uporabljati in jih postavi na svoje mesto, vse ostalo pa ni nevaren. Se pravi, da lotite se in začnite pomivati posodo in vedno boljše vam bo šlo od rok. In moram reči, da se tudi odlično počutim, da lahko po svojih močeh pač prispevam k raznim stvarem, ki jih je treba upravljati doma, da ni treba Lizi ali pa Diego pomivati posode, ker to z veseljem počnem in tudi, da po svoje prispevam. In moram reči, da se res odlično počutim, pač, da jaz po svojih močeh tudi prispevam. No, če ste pa vi slučajno prijatelji ali pa družina nekoga, ki ne vidi, upam, da sem tudi vas prepričala, da je to mogoče in da boste spodbudili vaše najdražje, naj se lotijo kakršne take zadeve, ko bodo pač v dvomih, ali naj bi se lotili ali ne. Jaz upam, da se vam je prispevek zdel zanimiv. A sem vas mogoče presenetila s kakšnim trikom, ker ja, so določeni triki pa strategije, da je lahko moje pomivanje posode bolj uspešno. Za to konkretno zadevo moram reči, da sem jih jaz sama odkrila skozi pač poskuse in napake. Kakšne zadeve pa včasih mi kakšni prijatelji povedo ali jih pa tudi jaz na YouTubu odkrijem. Lahko delite video s komarkoli, če domnevate, da bi se jim zdelo zanimivo ali pa uporabno. Seveda nas lahko všečkate in če še niste člani naše YouTube družine, se lahko prijavite na brezplačno obveščanje, ko pač naložimo kakšno novo vsebino. Se vidimo tukaj ob prihodnji priložnosti. Adijo!